Oče, prosimo te za maziljenje Svetega Duha, kakor si obljubil, da je duhovno hrano vsem, ki smo tukaj pred kamero ali pa za zaslonom, da bodo vsi imeli življenje. V Jezusovem imenu. Amen. Danes je praznik povišanja Svetega križa, praznik kateheze, kar pomeni poglobljena razlaga kerigme ali osnovnih resnic verovanja, kar mi kot kristjani zelo slabo poznamo in nimamo učencev. Mi ne gradimo učencev. Žal je tako in vera nam upada. Novozavezni oziroma in starozavezni Bog je nekaj čisto posebnega. Prejšnja božanstva drugih poganskih narodov so bila in dobra in slaba. In si moral žrtvovati nekatere zadeve, da je on bil naklonjen. V krščanstvu je to nekaj posebnega. Tu je Bog je v bistvu dober in nima nič za zlom. Tako se razodeva ta Bog ljudem, ki so šli v puščavo, in ti so godrnjali, ker so bili v puščavi, pomeni, da je bilo pomankanje, šli so na pot po obljubi v obljubljeno deželo, ker bodo svobodni, rešili so še suženstva in tlake, ampak so potem godrnjali v puščavi. In to je bil greh. Greh je to, kadar mi godrnjamo zoper Boga. Tako je tudi Job rekel, on se je sicer spraševal, ampak je rekel, Gospod je dal, Gospod je vzel, bodi hvaljeno Gospodovo ime. Grešili smo, torej greh je tisti problematičen in prinaša trpljenje. Kače so pikale ljudstvo in so prišli zopet k Mojzesu in naj se pri Bogu kakorkoli dogovori za njihovo rešitev. In Bog je rekel, naredi bronasto kačo, pribijo na les in jo visoko postigni. Vsakdor bo pogledal kačo, bo živel. Torej, Bog sam je zapovedal delati na nek način malika, nekaj materialnega, neko kačo, ki jo naj celo pogledajo. Tako kot je Bog osebno zapovedal tudi zgraditi skrinjo zaveze in potem tam je rekel, kakšne naj bodo mere angelov, ki zakrivajo obličje in tako naprej. Bog je zapovedal na nek način malikovanje, če je to v srcu potem malikovanje. Drugače pa sam kip kot takšen v pravem odnosu do Boga, za zdravo dušo, ni vzrok za malikovanje, pač pa celo pomoč pri odnosu do Boga. Grešili smo in to je bilo rešitev. Povzdigni les gordaj, zlo, ki je kača, je zlo, pribito na ta les. Pravi, ne more več škodovati ta kača. In tu vidimo direktno povezavo s Kristusom. Kdor bo pogledal kačo, bo živel. Kdor se poveže s Kristusom na lesu križa, tudi rešitev iz greha, rešitev iz trpljenja, bo živel, ampak ne samo živel, bo večno živel, pravi danes v Evangeliju. Križ in Jezus kot prekletstvo, ki je vzel nase prekletstvo, kot kača, ki je zlo, on je vzel nase prekletstvo, je šel na križ in pribito prekletstvo ne more več škodovati. Kdor s Kristusom se poveže, bo imel večno življenje. To nam večkrat rečejo, vi pa častite križ, recimo Jehovine priče ali pa muslimani, vi častite Jezusa na križu in podobno.
Tu je ta logika, vse izvira iz Svetega pisma, iz Stare zaveze. Kajti Bog hoče, kot pravi psalm, da se vrnemo k njemu in da poslušamo srce Boga in v našem srcu, v naši notranjosti poslušamo Boga. Delamo to, kar je prav, kar je v redu, da bi iskali Boga. Sveto pismo na nekem mestu pravi, vsi so grešili, ni ga, ki bi iskal Boga. Boga smo našli, ampak ga tudi iščemo. Hodimo še naprej po tej poti in vztrajamo. Pravi, njihovo srce je bilo v laži, njihovo srce ni bilo odkrito. Ni bilo odkrito srčno do njega. Tako v tem odnosu do Boga je tudi resnica, priznavanje resnice. Jezus je dejstvo in on se je v drugem berilu, pravi, se je pojavil v Božji podobi, kakor je en prevod, drugi prevod pravi v Božjem sijaju in se ni oklepal neke enakosti z Bogom. V čem je bila ta enakost z Bogom? V tej podobi, v tem sijaju Božjem. Bil je eno z Bogom, Jahvejem. In njegovo ime je Jahve rešuje. Ješua, to ime je po vsem Svetem pismu, vse posod, kjer piše rešenje, Jahve rešenje pomeni Ješua ali pa Jezus, če hočete. In on je bil kako človek, se pravi tisto njegovo božanstvo, v to podobo, kdor vidi mene, vidi očeta, je on zanemaril in se ponižal, kot vemo, v tem, da je vzel prekletstvo na sebe, na zadnje mesto je šel. On je tisti, ki gre vedno na zadnje mesto. In to je odrešenje, to je povišanje križa. Ni samo križ, ampak je Jezus na križu. On kot aktor odrešenja. Zato ga je Bog, kdo? Bog ga je povišal. Pravi, Oče je Bog, je Jahve. In ga povzdignil in mu dal posebno ime, torej te Božje modrosti, odrešenje, ki da posebno ime, Jahve rešuje, Ješuah. In v tem imenu in v tem dejanju in v tem ozadju tega imena je rešitev. Je rešitev. Da se vsi morajo pripogniti pred njim, vsi priznati to ime. Jezus je Mesija, Jezus je odrešenik. In vsi v nebesih, torej kdo je že v nebesih? Verjetno tisti, ki niso odpadli iz nebes. In nekateri pravičniki Stare zaveze, kakor vemo, ki so se prikazali Jezus. In vsi morajo priznati in podzemlje in zemlja, vsak duh mora priznati, Jezus Kristus je rešitev, on je Mesija, on je v slavo očetov, torej ne samo za sebe, ampak v slavo očetov, imamo skrivnost povezave, kajti Jezus je očetova beseda. Kača je bila pribita na križ, simbol prekletstva in zla. In kaj se je pravzaprav na križu zgodilo? To je pomembno, da mi poznamo. To je pomembno. Jezus govori, kakor je bila kača povzdignjena v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človeku. Torej vse v Stari zavezi kaže na Mesijo, na Jezusa Kristusa. Ne na Mohameda, ampak na Jezusa Kristusa. Vse v Stari in seveda Novi zavezi. In kaže na to, ta trenutek odrešenja, ko je Jezus rekel, dopolnjeno je. Torej vse sem naredil, kar je Oče od mene pričakoval in je dopolnjeno. Zato moramo mi razumeti križ, razumeti greh, razumeti odrešenje po Jezusu Kristusu. In potem, ko to razumemo, to tudi sprejeti.
Kajti Jezus mora biti tvoj odrešenik. Ti moraš razumeti njegovo ljubezen, razumeti to odrešenje na križu in ga sprejeti. Jezus mora biti tvoj odrešenik. Kdor vanj veruje, bo imel večno življenje. Večno življenje. Po Jezusu Kristusu imamo možnost, da se rešimo. Vendar je nujno, da vzamemo Jezusa za odrešenika. Vsak izmed nas je že kaj ukradel v življenju, se je zlagal, je druge prevaral, je bil vzrok za trpljenje drugih ljudi. Če nam grehi niso odpuščeni, če jih mi ne moremo vsega tega popraviti, potrebujemo Jezusa Kristusa. Da bi nam bili grehi odrešeni, moramo sprejeti Jezusa in gremo lahko v nebesa. Jezus je rekel Judem, če ne boste verovali, da sem jaz, boste umrli v svojih grehih. Enako velja za nas. Zato vam sedaj predlagam, da za menoj ponovite te besede. Jezus Kristus, ti si moj odrešenik. Jezus Kristus, ti si moj odrešenik. Ti si osebni odrešenik mojega življenja. Ti si osebni odrešenik mojega življenja. Ti si moj rešitelj. Ti si moj rešitelj. Verjamem v odrešenje na križu. Verjamem v odrešenje na križu. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Bitka bo na tem svetu, vendar bomo zmagovali vse skušnjave in preizkušnje. Amen.